V Moravskih Toplicah so pripravili za najmlajše, mlade in mlade po srcu pravljični gozd. A da bi bila pot v gozd in nazaj varna in pestra, so poskrbeli v Božičkovi pisarni, kjer so otroci dobili listek s pečatom, počakal pa jih je palček Fric, ki je vse varno pospremil v in skozi gozd ter nazaj do Božičkove pisarne. Na dogodku Čarobni gozd z Božičkom je zelo zanimiv lov za Božičkovim zakladom, namreč prvi ustvarjalci, nadebudneži in pustolovci že prihajajo iz gozda. Morali so razrešiti številne namige, nekaj je bilo skritih, nekaj je bilo na dlani namigov in na koncu jih bo čakalo sladko čokoladno presenečenje. Udeležili se bodo lahko še ustvarjalnih delavnic, seveda s praznično tematiko, obiskali Frica v njegovi božični pisarni oziroma se predali glasbenim užitkom z otroško glasbeno animacijo, vse do takrat, ko bo na oder v središču Moravskih Toplic prišel Božiček in narisal nasmehe na otroških obrazih. Čarobni gozd je bil le eno prizorišče, ki so ga pripravili v Moravskih Toplicah. Seveda pa gozd pripoveduje tudi zgodbo. V Čarobnem gozdu so vsako leto skriti leseni liki, pravljični liki, pravljice kot so Mojca Pokrajculja, Sneguljčica, Rdeča kapica, Volk in 7 kozličkov, Ana in Elza in številne druge. In letos smo posodobili vse te lesene skulpture in ob tem tudi na star način, klasičen način, tudi ustvarili lov za čarobnim zakladom, kar pomeni, da imajo otroci pri vseh teh pravljičnih lesenih skulpturah različne namige in morajo sestaviti rebus, na koncu pa animatorki povedati pravo geslo in tako bo sledila nagrada. Otroke je torej pot peljala najprej do Božičkove pisarne, kjer so otroci dobili kartonček in ko so se vrnili iz gozda, so se znova ustavili v Božičkovi pisarni. Ja, v Božičkovi pisarni jim je palček Fric, ki seveda skrbno bdi nad našo Božičkovo pisarno, in pa palčice iz Tica so obiskovalcem dale navodila in tudi kartonček, kjer bodo zbrali žige skozi ta lov na čarobni zaklad oziroma na cela prireditev je speljana tako, da morajo obiskati več teh razpršenih lokacij dogajanja. V Božičkovi pisarni so otroci poleg vsega lahko oddali še pisma Božičku, če jih doslej še niso uspeli oddati. Tako, vrnili so se, tisti, ki še niso predali pisem palčku Fricu, so storili še to zadnji dan, namreč danes zaključuje, zapira svoja vrata. Kajti na Moravsko-Topliški oder prihaja Božiček, njegov zvesti stalni sopotnik in seveda palček Fric se veseli njegove družbe, da ga bo danes napovedal. Tu se različne ustvarjalne delavnice še odvijajo, delavnice z ročnimi spretnostmi bodo na voljo, izdelujejo se pravljični praznični okraski. Dve animatorki sta tudi tukaj za to dogajanje, potem na odru pa še glasbena animacija, pa že pride Božiček. Božičkov dobri prijatelj je torej otroke spremljal po vsej poti v gozd in nazaj in poskrbel, da so se vsi varno vrnili. Najprej smo se zbrali pri Božičkovi pisarni, kjer so otroci že oddajali pisma tudi prejšnji teden, danes pa smo šli z lovom na zaklad. Torej, dobili smo se pri Božičkovi pisarni, kjer smo dobili tudi vsa navodila, kartončke za pečate in potem smo se skupaj odpravili po poti v Čarobni gozd, malo skozi temo, ampak lučke so nam pokazale svetlo in pa pravo pot. No, potem smo prišli do prvega namiga na zelenem mostičku. Tam smo prebrali skupaj, kaj moramo narediti in smo se potem podali naprej, vpisovali smo črke, smo se zabavali, malo smo se tudi rekreirali, ker namigi so bili
malo zapletenih, pa nalogo smo mogli opraviti in tako. In potem so šli skozi do pravljic, ki so postale na tem čarobnem gozdičku, malo smo se jih pogledali in mogli ugotoviti določene črke, gesla in seveda potem šli do zadnje postaje, kjer pa smo končno razvozdali črke v pravo geslo. In potem smo tam oddali lučke, katere so nam kazale pot, in potem smo se počasi vrnili semle nazaj za mano na ustvarjalne delavnice. Otroci tule zdaj ustvarjajo še kakšne zadnje božične okraske oziroma karkoli si zaželijo, imajo pa seveda dobro podporo vseh, ki so danes tule. Potem pa se podamo proti odru, kjer bomo še malo zaplesali, se razmigali in potem pričakali dobrega moža, ki ga vsi čakamo, Božička. Palček Fric in dobri mož sta že dolgo in dobra prijatelja. Tako da je Palček z otroci pri prizorišču počakal na njegov prihod. Midva so še vedno dobra prijatelja, ne? 9-10 mesecev se potem nekako ne vidiva, ne? Ampak potem pa seveda se zopet združiva in vsako leto sva najboljša prijatelja. Seveda, jaz bom pred njim tu, pa bom šel tudi zadnji od tu. Tako da bomo skupaj njega tudi poslali naprej, mi se bomo pa še naprej zabavali tule. Dobri mož se je po druženju že odpravil naprej in tik preden so ga jelenčki odpeljali naprej, na pot smo ga v spremstvu palčice še ujeli. Če se me ne bi želeli in me ne bi poklicali, se seveda ne bi ustavil pri njih. Z veseljem pa se odzovem vabilu otrok, kadar me pokličejo, predvsem tam, kjer so otroci res pridni. In tu v Moravskih Toplicah so otroci zagotovo pridni. Izrazili so mi nekaj svojih želja, kaj si želijo za Božič. Jaz sem poslušal njihove želje, malo smo se pofotografirali, da bodo imeli kaj za spomin in tisto, kar je najvažnejše, predal sem jim sporočilo, da se morajo imeti radi, da je ljubezen naše največja. Božička smo vprašali še, kaj morajo otroci skozi leto izpolniti, da jih potem na koncu leta obišče. Ja, tako kot si želijo tudi vsi starši, kajti včasih se mi zdi, kot da sem njihov predstavnik. Vsi si želimo, da so otroci pridni, da ubogajo. Sam pa jim dopuščam tudi to, da so za en kratek čas lahko tudi malo nagajivi, zato da se tudi starši kdaj pa kdaj spomnijo, da so bili tudi sami nekoč mladi. Sporočilo za starše in otroke smo prav tako izvedeli. Otroci so naše največje bogastvo. Imejmo jih radi, tudi če kdaj pa kdaj malo ponagajajo, imejte se radi med seboj, objemajte se, spoštujte se, tako bodo tudi prazniki lepši, pa ne samo prazniki, tudi celo leto, ki prihaja in je pred nami, bo tako zagotovo lepše. Malo za šalo, malo za res smo vprašali, kakšna je bila pot severnega pola do Moravskih Toplic. Snega namreč v teh dneh že dolgo ni bilo na spregled. No, moji jeleni me pripeljajo po zraku, tako da se na podnebne spremembe zaenkrat še ne oziram in me to niti ne moti preveč. Včasih kar paše, da me kljub mojemu debelemu kožuhu in kosmati bradi ne zebe preveč na saneh. V Božičkovi družbi je bila, kot rečeno, palčica in zanimalo nas je, ali palčica uboga in posluša otroke in dobrega moža, ali kot drugi mladi raje brska po telefonu. Jaz si ne znam predstavljati, kako bi se pripravil na Božič in na obdarovanje brez mojih zvestih pomočnikov, brez škratov, palčkov, palčic in ostalih pomagačev. Seveda so vsi pridni, vsi pridno pomagajo, ampak ravno tako kot otroci, tudi oni so kdaj pa kdaj navihani in imajo nekoliko umazana ušesa. Torej, pridni moramo biti in ubogati, a tu in tam lahko kakšno tudi ušpičimo. Seveda lahko in velja tudi za odrasle, ne samo za otroke. Tudi odrasli morate v sebi ohraniti del otroka, ta del skrbno negovati in tudi vi kdaj pa kdaj malo ponagajati svojemu partnerju. Če bomo upoštevali, kar nam je naročil Božiček, lahko v prihodnje seveda znova računamo na njegov obisk.